Dragi prijatelji, upam, da ste veseli, ker se epidemija nekoliko zmanjšuje in se odpira novo upanje. Novo upanje pa je tudi današnji evangelij, ki govori o tem, kako je Jezus ozdravil hudo bolezen, to je gobavost. Prejšnjo nedeljo smo videli, kako Jezus izganja hude duhove, danes ozdravlja, pozneje bomo brali, kako je Jezus obudil človeka od mrtvih. Vemo, da je v evangeliju obudil 3 ljudi od mrtvih. In vse to svetopismo imenuje znamenja. Znamenja, da je odrešenik med nami. Vendar se v vsem tem seveda vprašamo, Gospod, kako je to lepo, ampak škoda, ker se to ne dogaja bolj pogosto. Kako bi bilo imenitno, da bi ti danes izgnal hude duhove iz našega naroda, da bi recimo ozdravil bolnika pred nami, da bi vsi verjeli, da bi danes obudil človeka od mrtvih. Bodimo prepričani, dragi prijatelji, da tudi danes Gospod dela ogromno čudežev. Vsak naj pogleda v svoje osebno življenje in bo našel polno malih in velikih čudežev. Potem v naših družinah, če pogledamo zgodovino naše družine, koliko neverjetnih stvari se je zgodilo. Potem recimo osamosvojitev slovenskega naroda je čudež. In še bi lahko naštevali. Velikokrat pa Gospod ne naredi čudeže v tem smislu, ampak ko mi molimo, nam pošlje Svetega Duha. To nam je obljubil. Poslal vam bom Svetega Duha. Ko pa mi prejmemo Svetega Duha, se zgodi nekaj neverjetnega. Recimo, če nas napadajo hudobni duhovi, Sveti Duh ti da moč, da rečeš, kakor pravi psalmist, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. In hudobni duhovi bežijo. Potem v moči Svetega Duha, ko prihaja bolezen, lahko rečem, Gospod, kakor ti hočeš, tvoja sveta volja naj se zgodi. To je delo Svetega Duha. Bog, morda me Gospod ne ozdravi, ampak mi pošlje Svetega Duha, da rečem mirno, kakor ti hočeš, tvoja sveta volja. Ali France Prešeren v odnosu do smrti. V eni izmed svojih pesmi napisal tole: prijazna smrt, predolgo se ne mudi, ti luč, ti vrata, ti srečna cesta, ki pelješ nas iz bolečine mesta. Kakšno spoznanje, da je smrt lahko luč in vrata in srečna cesta. To je Božje delo. Lepo nedeljo, blagoslovljen teden in vse dobro vam želim.